Pozdravljeni. Pred kratkim sem v časopisu zasledil zanimiv naslov, o katerem bi se morali malo pogovoriti. Naj vam preberem. Tako, gre namreč o bogastvu. Danes. Piše: če si uspešen in veliko delaš, si lahko tudi bogat. Ja, to kaže na površinskost, na površinsko razumevanje naše družbe, torej družbe, v kateri vsi živimo in na nek način nanjo tudi verjamemo. Torej, če povzamem, bogat je tisti, ki veliko dela in je pri tem tudi uspešen. Ali je res tako? Kaj sploh pomeni beseda bogastvo? Ni nujno res, da je za bogastvo potrebno veliko dela in truda. Še manj pa, da bogastvo pomeni imeti veliko česarkoli. Danes to najbrž pomeni veliko materialnih dobrin ali pa vsaj dragih stvari okoli sebe. To bogastvo, ki mu rečemo danes bogastvo, je le neke vrste iluzija oziroma zmotno prepričanje, da več kot imamo, več veljamo. To je dejansko kopičenje materialnih stvari, ki nas prepriča v to, da smo nekaj vredni. In s tem dejansko na eni strani ustvarjamo kopico stvari, na drugi pa primanjkljaj. Ker če si nekdo nakopiči veliko, potem je logično, da nekdo drugi ali pa več drugih ljudi in otrok živi v materialnem primanjkljaju. To je današnje razumevanje bogastva. In tako ne more več iti prav dolgo. Ker se zavedanje ljudi dviguje in z vsakim dnevom vsakdo izmed nas malo bolje vidi, kaj se v resnici dogaja. Pravo bogastvo se rodi z nami, z našim zavedanjem o tem, kdo smo. Že v trenutku, ko nastopimo oziroma vstopimo v ta svet, ko se rodimo, imamo v sebi vso bogastvo oziroma vse bogastvo tega sveta. Nič, kar si nagrebemo od zunaj, nas ne more na noben način in na nobeni strani izboljšati ali pa kakorkoli dvigniti nad drugimi, ker smo si vsi v tem enaki. Vsi smo enako bogati, vsi se enako bogati rodimo in seveda tudi umremo. Ampak ker tega ne vemo, smo zaslepljeni in v tem svetu iščemo to bogastvo, ki ga dejansko ne moremo najti.
Pravo bogastvo leži v nas samih. Tukaj. In to bogastvo lahko opišemo na različno število načinov, ampak dajmo eno osnovo povedati. To notranje bogastvo lahko štejemo kot notranji mir, srečo, spokojnost, radost, veselje. Vse to, kar dejansko danes s tem bogastvom, kot piše v časopisu, iščemo od zunaj. Dejansko, če bi se vsaj malo ustavili, bi videli oziroma spoznali, da je to bogastvo že v nas samih. Ne osreči nas namreč nov avto ali pa neka nova izkušnja, temveč vse te občutki, vsa ta zadovoljstva, vsa ta žar dejansko prihaja od znotraj. In ker smo kot družba naravnani, da se odzivamo na zunanje impulze in si le takrat dovolimo izkusiti to, kar je že v nas samih, torej neko veselje, radost, mir na podlagi zunanjih dosežkov, se vrtimo v tem začaranem krogu. Dejansko si sami ne dovolimo občutiti tisto, kar že nosimo v sebi, brez zunanjih vplivov, brez zunanjih potreb, brez zunanjih dosežkov. Nosimo namreč vse to, kar iščemo že v sebi. In tisto, kar prihaja od zunaj, na koncu niti ni toliko pomembno. Važno je to, kar imamo tukaj, in da se zavedamo, da tega ne bomo in ne moremo nikoli izgubiti. Hvala.